spoštovane, lepo pozdravljeni. No, danes bomo seveda z vami Jasmina Spahelič, urednica revije HRM, Meta Pezdir, sodelavka podjetja Deloitte in seveda Gregor Skender, višji menedžer v oddelku poslovnega svetovanja podjetja Deloitte. No, Gregor na področju upravljanja s človeškimi viri se dejansko osredotoča na proučevanje organizacijske kulture in seveda razvoj orodij za upravljanje in spreminjanje teh. No, posebno pozornost posveča pomenu skladnosti med organizacijsko strategijo in kulturo. In Gregor, seveda je pomembno omeniti, bo tudi z nami kot govorec na Slovenskem kadrovskem kongresu, ki bo 3. in 4. septembra v Portorožu. In lahko bi rekli, da njegovo današnje predavanje kot nek uvod v njegov nastop na Slovenskem kadrovskem kongresu. Kot veste, je kongres največji HR dogodek v slovenskem prostoru nasploh. Združuje več kot 400 HR strokovnjakov, kadrovskih menedžerjev, odgovornih za izobraževanje in razvoj zaposlenih, ter seveda drugih odgovornih strokovnjakov za kadrovsko področje v organizacijah javnega in zasebnega seveda sektorja. Na kongresu odlikujejo vrhunski HR strokovnjaki, nove HR zgodbe in seveda dobre prakse, sveži HR, lahko bi rekli recepti in aktualne okrogle mize. No, na letošnjem kongresu se bomo osredotočili na paradokse sedanjosti v luči sprememb in priložnosti, torej tehnologija ali človek ter starejše in mlajše generacije. Zato vas kar seveda vljudno vabimo v našo družbo, kjer boste seveda deležni odličnih praks in novega znanja. No, tema današnjega seminarja pa je upravljanje raznolikih timov v kontekstu dela v spremenjenih razmerah in seveda psihološke dobrobiti zaposlenih. V Deloittu so namreč izvedli anketo med slovenskimi podjetji, ki je pokazala, da vodstveni kadri ocenjujejo, da so povečane ravni stresa, da se pojavljajo ravni stresa kar pri 75% podjetij. Torej, stres ni le beseda, ki se naključno uporablja v kontekstu delovnega okolja, ampak je konkretna posledica situacije, v kateri smo se znašli vsi. No, in kaj dejansko to pomeni za vodje, bo seveda več predstavil Gregor, svojo kolegico Meto. No, vi pa seveda, dragi poslušalci, gledalci, vabljeni ste, da zastavite kakšno vprašanje. Zoom omogoča to, da lahko postavite kakšno, zapišete kaj in seveda vam bomo na vse vprašanja uspešno odgovorili. Tako da vabljeni k aktivni udeležbi in seveda aktivnemu poslušanju. Gregor, Meta, besedo predajam vama. Izvolite. Hvala lepa, Jasmina, za ta lep uvod. Upravljanje raznolikih timov je res tema, o kateri bi se morali pogovarjati v Portorožu, pa nas je čas prehitel. Zato smo v bistvu kot nek uvod upam, da uspešno jesensko srečanje oziroma pozno poletno srečanje pripravili en tak krajši pregled naših razmišljanj, kako se je to upravljanje oziroma pristop k upravljanju timov v teh okoliščinah, v katerih zdaj živimo, nekako spremenil. Pravzaprav bi lahko rekli, da govorimo o upravljanju raznolikih timov, se pravi raznolikih posameznikov, v kontekstu COVID-19, hkrati proces spremembe dela, zato mi v bistvu govorimo trenutno kar o prihodnosti dela v kontekstu COVID-19. Skratka, ta konotacija prihodnosti dela, ki se je, koncept sem prepričan, vsi dobro poznate, večinoma navezovala na vprašanja digitalizacije delovnega procesa, avtomatizacije, novih delovnih mest in tako naprej, tudi pametnega dela, je dobila malo drugačno konotacijo v teh časih in mogoče samo za en tak nekoliko širši uvod, kako mi vidimo prihodnost dela v spremenjenih razmerah. Danes se bomo res da bolj ukvarjali s temi mehkimi vidiki, se pravi osebnostnimi tipi, vplivom stresa, konec koncev eno izmed pomembnih sporočil, ki ne bi ga odnesli, tudi to, da ni ves stres slab, mislim, da je vendarle tega se potrebno zavedati, pa vendarle so tudi drugi vidiki prihodnosti dela. Naši kolegi, zlasti v davčnem in pravnem svetovanju, se veliko ukvarjajo z vprašanji organizacije oziroma priprave pravnih podlag za novo organizacijo delovnih procesov. Predrugačenje pogodb o zaposlitvi, skratka delovno-pravne razmere se bodo spremenila.
zaradi spremenjenih okoliščin dela, interne politike, vprašanje, kaj morajo podjetja pravzaprav zaposlenim skladno zakonodajo zagotavljati in tako naprej. To so tudi HR-ovska vprašanja in so vprašanja, ki jim je potrebno posvečati pozornost. Potem v naslednji točki lahko govorimo čisto o fizični organizaciji delovnega okolja, se pravi, kako organiziramo delovni prostor, kako organiziramo varne poti, sama postavitev delovnega prostora, prihodi, odhodi na delo in podobno, pa tudi organizacija virtualnega delovnega prostora, kjer govorimo o implementaciji orodij za delo na daljavo in tako naprej. To nas pripelje v bistvu na tretje področje prihodnosti dela, ki pa je že malo širše od uporabe orodij za spletno komuniciranje in delo na daljavo, in sicer uvajanje neke širše digitalne transformacije. Ugotavljamo namreč zlasti pri naših strankah, ki jih seveda bolje poznamo, da so se zelo hitro odzvala na spremenjene razmere. Tudi velike organizacije z več tisoč zaposlenimi so pravzaprav zelo agilno odreagirale zadeve, in skratka pri strankah, pri katerih smo že dalj časa, ki so se zdele en mesec nazaj nemogoče, so se čez noč spremenile, tako interne politike, kot tudi sama izvedba in implementacija. Zato je to odličen trenutek pravzaprav za spodbujanje celovite digitalne transformacije in mogoče mi govorimo o digitalni strategiji, skratka navezavi digitalizacije in same strategije podjetja na način, da je digitalizacija in tehnologija v jedru te strategije. No, potem sta pa še dve področji, ki nas danes malo bolj zanimata, in sicer kako organizirati delovno silo. Tega se bomo bežno dotaknili, pa vendarle pomembno področje prihodnosti dela, in sicer načrti ključnih zaposlenih, nadomeščanje, potem oblikovanje novih načinov ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih, v končni fazi nadzora delovnega procesa v teh novih okoliščinah, in pa tudi drugačna pa jasnejša razmejitev dolžnosti in odgovornosti zaposlenih. Kot primer, številna podjetja, zlasti na zahodu, že razmišljajo o konceptih pravzaprav reskillinga, upskillinga, na kakšen način izkoristiti obstoječi bazen zaposlenih in njihove veščine na način, da se v bistvu premaknemo od teh hierarhičnih, tradicionalnih struktur k bolj distribuiranemu načinu dela, kjer je na voljo tudi nekaj orodij, o katerih bomo govorili na koncu. No in pa končno področje, ki ga dajemo na konec, ne zaradi morda pomembnosti, mislim, da je pomen vseh petih pravzaprav relativno enak, ampak predvsem zaradi tega, ker ga je mogoče res še kar težko naslavljati. Zlasti v teh časih ima to področje še zaenkrat je deležno manj pozornosti, zaenkrat se podjetja dejansko ukvarjajo z reševanjem delovnih mest, z ukrepi povezanimi z protikoronsko zakonodajo, pa vendarle zelo kmalu se bo treba ukvarjati z organizacijsko kulturo in dobrobitjo zaposlenih. Zakaj? Zato, ker v bistvu delo od doma terja spremembe v načinu razmišljanja, potrebujemo več zaupanja, transparentnosti, v končni fazi pa tudi boljše razumevanje svojih zaposlenih, in ravno o tem bi z Meto z vami rada danes največ govorila. Pa mogoče, Meta, če ti prevzameš na tej točki. Super, hvala, lep pozdrav še z moje strani. Kot je bilo že omenjeno, kot se verjetno vsi strinjamo, so se razmere za delo res spremenile. Tisti, ki lahko, smo začeli delati doma, začeli smo uporabljati nova digitalna orodja, odhod v pisarno je postala prava dogodivščina in prav zato lahko rečemo, da je ta pandemija delovala na nek način kot katalizator pametnega dela, ki ga je Gregor ravnokar predstavil. Čisto konkretno so bile izvedene že raziskave, ki so raziskovale, kako se je spremenil način življenja in dela. Pred nami je pravzaprav zemljevid z rezultati raziskave, ki jo je izvedla Evropska unija. In sicer ta zemljevid prikazuje pogostost dela od doma pred izbruhom pandemije, samo z odgovorima nikoli in redko. In lahko vidimo, da tudi tam, kjer je zemljevid pobarvan najbolj svetlo modro, več kot pol ljudi načeloma ni delalo na daljavo, kar nekako pomeni, da smo vsi del nekega velikega eksperimenta, kako to delo od doma pravzaprav deluje. Po drugi strani smo ugotovili tudi, da so podjetja v času karantene
v Sloveniji načeloma obratovala oziroma obratovala v deloma zmanjšanem obsegu, kar kaže tudi ta zelena barva v sosednjem grafu. Te podatke smo pridobili v tako omenjeni anketi, ki smo jo izvedli s kolegi v mesecu aprilu. In sicer smo anketirali več kot 60 predstavnikov slovenskih podjetij z namenom, da dobimo splošen pregled nad dobrobitjo zaposlenih pri nas. Kaj točno je dobrobit, zakaj se nam zdi to pomembno, kaj smo ugotovili in kako se to vpliva na upravljanje timov, pa bo zdaj povedal Gregor, tako da ti kar predajam besedo naprej. Hvala. Torej morda samo čisto kratek, rahlo teoretski uvod v dobrobit zaposlenih. Anketa, ki jo je Meta omenjala in že Jasmina uvodoma, je pravzaprav bila nek poskus, tu ne govorimo o poglobljeni analizi trga delovne sile pri nas, ampak poskus identifikacije ključnih stresorjev in vplivov stresa. Skratka, recimo ena osrednja beseda, ki se pojavlja v kontekstu te ankete, je stres in vpliv stresa na dobrobit zaposlenega. Čisto teoretično, kot omenjeno, dobrobit sestavlja več elementov. Na prosojnici vidite, da recimo v neki poenostavljeni shemi lahko govorimo o 5, skratka o nekem čustvenem elementu, se pravi načinu, kako se posamezniki čustveno odzivajo, kakšne občutke tesnobe doživljajo v tej situaciji in podobno. Finančni element, pogosto govorimo, da so finance higienik, ne pa motivator, kar seveda drži. Hkrati pa v določenem pogledu lahko imajo tudi demotivacijsko vlogo, zlasti recimo zdaj veliko podjetij se sooča s problemom ljudje, ki so poslani na čakalni prejmejo 80% dohodka, kar seveda na različnih ravneh in profilih posameznikov pušča različne posledice. Fizične, najpogosteje govorimo tukaj o fizičnem zdravju, seveda v kontekstu covida, v smislu okužb, in tudi to je anketa v bistvu zanimivo pokazala, da ta strah obstaja. Socialni elementi dobrobiti, služba kot družba, načeloma tradicionalno prepričanje, da je ta dva koncepta smiselno ločevati, seveda vsi vemo, ne velja več. Nenazadnje, pravzaprav socialni element številnim zaposlenim predstavlja enega pomembnih motivatorjev, da se sploh pojavijo na delovnem mestu, tako da je to potrebno jasno vedno upoštevati. In pa karierni vidiki, skratka, kaj bo z zaposlenimi v teh novih okoliščinah, ko se na eni strani soočamo z opuščanjem in seveda na drugi strani vprašanje, kaj bo z mojo lastno kariero. Mi smo med podjetji preverjali vseh 5 elementov, in sicer kateri so dejavniki stresa, ki najbolj pogosto vplivajo. Gledali smo pa tudi v bistvu, kakšne so posledice tega stresa. In pravzaprav na tej točki mogoče uvodoma samo pojasnilo, da stres sam po sebi ni slab, ker povzroča neke vrste razburjenje in interes za delo. In zato, kot vidite tukaj na prosojnici, Jens Dodson-Krivulja govori o tem, da ravno prava raven stresa na delovnem mestu pravzaprav lahko ima za posledico optimalne delovne rezultate. Situacija, s katero se mi soočamo zdaj, je, da so te ravni stresa seveda bistveno povečane, glede na predkrizno stanje. 75% ali 3/4% anketiranih namreč poroča, da zaposleni so pod večjim stresom kot pred krizo oziroma pred začetkom te zdravstvene krize. In sicer, če se pogovarjamo, kateri so stresorji, ki vplivajo na teh 5 področij, ki jih zgoraj omenjamo, je zanimivo, največ v bistvu točk oziroma največ odgovorov se nanaša na odtujitev od znancev in sodelavcev, kar je skladno s tezo, da je socialni element delovnega mesta v bistvu posameznikom pomemben in ga je potrebno upoštevati. Potem zelo visoko se uvršča tudi osamljenost kot dejavnik stresa, pri čemer je seveda treba ločiti osamljenost od same odtujitve. Odtujitev, v tem primeru fizično odtujitev, seveda lahko relativno enostavno rešimo, bodi se z nekimi elektronskimi načini komunikacije in seveda zdaj sploh sposobnim povračanjem na delovno mesto, bo ta problem verjetno nekoliko vsaj izvenel, medtem ko je osamljenost nekoliko globlji problem odtrganosti od širšega socialnega okolja, ki se pa s to krizo seveda še poglablja. Nekoliko nižji rezultat, pa vendarle pomemben, tudi vpliv znižanja plače. Torej, poslovodstva in kadrovske službe poročajo, da zaposleni se bojijo teh finančnih vplivov,
kar seveda lahko povzroča motivacijo, zadovoljstvo zaposlenih in tako naprej. In pa na enaki ravni pravzaprav vendarle tudi strah pred okužbo. Skratka, ljudje in zaposleni se zavedajo nevarnosti okužbe in povratek na delovno mesto lahko povzroča neko raven stresa. In zdaj, kaj vse to skupaj pomeni pravzaprav za delo in kakšen vpliv na poslovanje? Se pravi, največ anketirancev odgovarja, da se ta stres kanalizira oziroma manifestira v obliki tesnobe ali strahu in slabšega počutja. Zdaj, čeprav govorimo tukaj o zelo splošnih kategorijah, tesnoba in strah imata lahko najrazličnejše oblike, pa vendarle vsi vemo, da občutki tesnobe, pomanjkanje fokusa zmanjšujejo produktivnost in tudi raziskave kažejo, Meta bo tudi več o tem povedala v nadaljevanju, da zmanjšana dobrobit zaposlenih ima neposreden vpliv na produktivnost in tudi finančne kazalnike poslovanja podjetja. Na koncu to ugotavljajo recimo pomembne mednarodne organizacije kot je Gallup. Potem pa mogoče samo še za zaključek na tem slajdu pomemben dejavnik, pomembna posledica stresa. Anketirani poročajo tudi o manjši motiviranosti za delo in zlasti z motivacijo in različnimi tipi osebnosti se bomo pa v naslednjih nekaj trenutkih tudi malo pozabavali, ker je motivacija za delo pravzaprav kljub temu, da je horizontalni problem v teh časih, vendarle pomembno razumeti tudi specifike in značilnosti posameznih osebnostnih tipov za naslavljanje tega problema. Pa prosim mogoče Meto, da nekoliko več poveš še o tem vprašanju produktivnosti in dobrobiti zaposlenih. Ja, hvala. Torej, kot smo že na hitro omenili, obstaja povezava med stresorji, dobrobitjo in produktivnostjo. Prav zato je pomembno, da se s tem tudi ukvarjamo. Čisto konkretno je raziskava z leta 2005 pokazala, da stres vpliva na dobrobit, ta pa potem na produktivnost. Zdaj, čist tak oseben primer, pa mogoče pozitivnega stresorja, s tem, ko sem iz življenja odstranila stres samega prevoza na delo, ker zdaj, ko delamo doma, seveda tega ne potrebujem priti v pisarno, lahko dlje spim, imam čas za zajtrk, ki se posledično tudi bolje počutim in vsaj dopoldne bolj produktivno delam. Zdaj, po drugi strani pa, kot je omenil že Gregor, stres tudi vpliva direktno na produktivnost, se pravi, če imamo premalo ali preveč stresa, bo ta manjša. Zdaj, če to spet apliciram na prejšnji primer, kljub temu recimo, da stresa prevoza na delo da nimam, to še ne pomeni, da bo splošna produktivnost zelo visoka. Če bi recimo delala na nekem zelo zahtevnem projektu, za katerega bi imela občutek, da ga ne zmorem, bi to dolgoročno zmanjševalo mojo motivacijo za delo in tudi zmanjševalo produktivnost. Torej gre za neke kompleksne odnose med vsemi temi komponentami. Na samo sliko pa nismo dodali še enega zelo pomembnega elementa, in sicer tega, da angažiranost tudi vpliva na produktivnost. Se pravi, večja kot je angažiranost zaposlenih, večja je tudi njihova produktivnost, kot je pokazala tudi Gallupova raziskava. Če torej povzamem, na produktivnost lahko vplivamo s tem, da menedžiramo stresorje, dobrobit in angažiranost. Čisto konkretno smo vam pripravili tukaj nekako 3 teme, kako lahko na to vplivamo tudi v našem delovnem okolju. Najprej seveda pomembno, da redno in transparentno komuniciramo. Že pred spremenjenimi razmerami je Gallup opravil raziskave dela na daljavo in predvsem je preučeval tudi komunikacijo. In kar so ugotovili je, da je pogosta povratna informacija za vsaj 3-krat povečala verjetnost angažiranosti v delo, kar seveda poveča tudi produktivnost. Praktično to pomeni, da naj bi vaš menedžer ali vodja vsaj nekajkrat na mesec podal povratno informacijo, hkrati pa naj bi vsaj enkrat na teden nekako izvedli komunikacijo, je to nek klic, nek mini sestanek. Ko že govorimo o komunikaciji, se bom spet malo vrnila na našo anketo. Ta je pokazala, da se je komunikacija povečala v skoraj večini vprašanih v podjetjih, ampak izpostavila se je tudi težava prezasičenosti
komuniciranja. Seveda pojavilo se je veliko novih digitalnih kanalov, po katerih prejemamo nove informacije, dobivamo ogromno količino e-mailov, dodatnih klicev, kar seveda tudi negativno vpliva na samo počutje zaposlenega. Zato je pomembno, da se malenkost ukvarjamo tudi s tem, kako poteka naše interno komuniciranje, se pravi, da točno vemo, kaj, komu in kdaj komuniciramo in da prilagodimo ta kanal tudi glede na namen. Naprimer, če bomo zaposlenemu spremenili plačo, da njegov nadrejeni direktno tega zaposlenega kontaktira. Če nadaljujem, zanimivost ponovno iz Galupove raziskave je, da so delavci, ki so večkrat na teden delali od doma, pokazali večjo stopnjo angažiranosti. To ste verjetno zdaj vi lahko tudi v praksi doživeli, kot drži ali ne drži. Se pravi, v primeru, da ste to zaznali, verjetno boste ta način dela tudi na daljši rok uporabili. To je bil samo tako zanimiv podatek, ki ga lahko mogoče malenkost bolj opazite. In pa še zadnja pomembna stvar je, da gradimo na močnih točkah vsakega zaposlenega, ker s tem, ko zaposleni ve, kako prispeva k timu, se čuti tudi bolj vključenega, izboljša se samo timsko delo in seveda njegova angažiranost v delo. Ta točka je skoraj ključna za celo današnjo predstavitev, zato bomo z njo nadaljevali. Še prej smo vam pa pripravili nek mini kviz, da vas še malo vključimo v našo predstavitev. In sicer kar prosim za kviz. Če ga že malo naprej povzamete, čez ko kolegica to pripravlja. Sprašujemo vas, kako pogosto ste imeli v zadnjem mesecu priložnost uporabljati vaše močne točke pri delu? Močne točke so torej stvari, ki vam dajejo energijo. Tukaj bodite pozorni, sicer recimo, da sem jaz dobra v Excelu, ampak res ne maram delati v Excelu, to ni moja močna točka. Tako da prosim kar, da si vzamete minuto časa in odgovorite na to vprašanje. Anketa se je zaključila. Odlično, v bistvu so rezultati kar dobri. Gregor, boš še kaj pokomentiral? V vsakem primeru bom besedo tudi naprej predala tebi. Je pa zanimivo, da lahko kar 38% večino dni uporablja svoje močne točke. Evo, predajam besedo. Ja, hvala, Meta. Rezultati so, ne bom rekel presenetljivi, so pa spodbudni. Sicer je treba verjetno upoštevati tudi dejstvo, da je panel poslušalcev na tem webinarju tak, da se srečujemo ljudje, ki se ukvarjamo s tekočimi problemi in te problemi tudi hkrati predstavljajo izziv. Tako da mogoče je bilo malo drugače, če bi drugačen segment zaposlenih spraševali. Pa vendarle, tako kot je Meta omenila, pomembno je, da imamo vsi zaposleni na delovnem mestu naloge in da opravljamo delo, ki nas na nek način vsaj izpolnjuje, če ne celo osrečuje. Zato je pomembno pa seveda, da poznamo svoje zaposlene. In mogoče, Meta, če se samo premaknemo naprej. Zdaj bi z vami delili mogoče ob zaključku neke samorefleksije, mogoče izkušenj iz našega podjetja. Najprej z vidika posameznika, se pravi, kako se jaz osebno, tudi kot menedžer, trudim, da naslavljam v bistvu te različne tipe osebnosti in stresorje med zaposlenimi in potem tudi v bistvu mi kot podjetje, se pravi mi kot neka kolektivna organizacija, kot skupek vseh teh posameznikov in tipov osebnosti imamo tudi neke svoje značilnosti, kot vemo iz organizacijskih znanosti. Tudi na tem področju smo izvedli ravno nedavno interno anketo in bomo z vami delili malo zaključkov glede teh preliminarnih ugotovitev. Če se najprej ukvarjamo s posamezniki,
Različni recimo, testi tipov osebnosti obstajajo, ko govorimo o 5 velikih osebnosti. Mi recimo tukaj, kot vidite, uporabljamo 4 tipe osebnosti, ki gradijo na psiholoških arhetipih in so zelo skladni z tako imenovanim Competing Values Framework, če ga poznate. To je v bistvu okvir, ki se uporablja za ocenjevanje organizacijske kulture. Podobno kot tukaj vidimo 4 tipe osebnosti, ki gradijo tim, tako lahko v bistvu govorimo tudi na nek način o 4 tipih organizacijske kulture. Če samo res v nekaj minutah povzamemo, kaj vsak tip pomeni. Skratka, driver, to so tisti posamezniki, ki so zelo logični, fokusirani, za njih je pomembno trdo delo, eksperimentiranje in so recimo tisti, ki so radi prvi na trgu in so zelo navezani v bistvu na rezultate svojega dela. Skratka, oni so zmagovalci v ekipi. Za vsakega izmed njih imamo tudi tukaj nekaj primerov, bom več o tem povedal v nadaljevanju. Pionirji, tukaj vidimo, da se nam podvaja obraz. Meta je tak klasičen pionir v naši ekipi. So pravzaprav zelo energični, inovativni, kreativni, vedno iščejo nekaj novega, radi razpravljajo, a ne Meta, in v bistvu zelo radi iščejo rešitve za novo nastale probleme. Integratorji so po drugi strani tisti, ki jim odnosi veliko pomenijo. Integratorji recimo v našem poslu so zelo pomembni zato, ker smo v relacijskem poslu, skratka svetovanje na splošno je relacijska narava dela, kar pomeni, da so integratorji izredno pomembni za izgradnjo odnosov s strankami, za gradnjo konsenza znotraj ekip, bistveno bolj izražajo recimo empatijo, kot recimo ta, ki je na drugi strani, se pravi driverji recimo in integratorji so si nekako v nekaterih pogledih tudi nasprotni. In so pravzaprav na nek način bolj tradicionalne vrednote in recimo več pomenijo, kot so bližina, prijateljstvo in tako naprej. No in pa končno 4. tip osebnosti, veliki tip osebnosti, potem na našem testu so guardiani oziroma ne vem, kako bi to prevedli, nekako varovalci, skratka so tisti, smo tisti, jaz sem tipičen primer guardiana, ki imamo radi red, disciplino, metodiko, predvidljivost, probleme, prav tako kot driverji rešujemo logično in linearno, in kar je pa zlasti pomembno, je tudi to, da smo lojalni, kar je recimo v svetovalnem svetu kar pomembna lastnost, ker ne vem, koliko poznate ta svet, ampak v svetovalnem svetu je kar dosti obrata kadrov. Tako da v bistvu kombinacija vseh teh 4 tipov osebnosti je za uspeh, naš uspeh na trgu pravzaprav nekako bi rekel ključna. Je pa res, da na nek način ukvarjanje z temi podrobnostmi, se pravi, kaj posamezni tip osebnosti pomeni, na kakšen način recimo ti stresorji, ki smo jih prej omenjali, vplivajo na vsakega od njih, terjajo določeno investicijo časa. Mi seveda že zaradi narave dela, ker se tudi z Meto malo več ukvarjamo tudi s kadrovskimi vprašanji, temu posvečamo več pozornosti. In čisto kot primer, recimo zame osebno stres, ki ga povzroča pandemija, se najbolj rezultira v težavah s strukturo, težavah z menedžmentom in upravljanjem te negotove prihodnosti. Jaz sem bil pravzaprav na nek način porinjen v vlogo pionirja. Skratka, jaz sem na trgu, iščemo nove rešitve, se strankami pogovarjamo o možnih novih projektih, zadeve, ki so bile včeraj jasne kot beli dan, danes ne držijo več. To so izzivi, s katerimi se jaz soočam in mi skratka zlasti v povezavi z upravljanjem časa predstavljajo kar velik izziv. Jaka je mlajši kolega v naši ekipi, ki je recimo en tipičen primer driverja. Na nek način bi lahko rekli, da v bistvu zanj opažam, da največ stresa povzroča nek občutek nemoči, ker ta kriza deluje kot neka zunanja prisila in nas pravzaprav vse vleče s svojim tokom v neko novo neznano smer. In pravzaprav Jaka ima težave s tem, ker ne ve v bistvu, na kaj naj se fokusira. Ker je tako v bistvu osredotočen na neke cilje in na zelo jasen fokus, je to rahla težava, zato v bistvu se z njim poskušava pogovarjati vsaj srednjeročno o temah in področjih, ki ga zanimajo. Seveda to ni vedno odvisno od možnosti, niso vedno na naši strani, pa vendarle. Spodaj imamo Uršo, ki je tipičen integrator.
in se tudi po mojih osebnih pogovorih z njo v bistvu že kar spopada s problemi odtujenosti. Je zelo dinamična oseba v naši ekipi, zelo družabna tudi. Je pa hkrati tudi zelo pomemben element, zato ker nekako vnaša v ekipo, zlasti projektno ekipo na projektih, na katerih dela pozitivno energijo, empatijo, kar seveda bistveno olajša delovni proces. No in nenazadnje, če govorimo, kako kriza vpliva na našo drago Meto, prisilno delo na manj zanimivih projektih je recimo ena taka zelo en zanimiv pojav. Zdaj trenutno seveda delamo tisto, kar moramo delati, in to vedno ni zanimivo. Meta je v bistvu po naravi zelo zvedava in inovativen tip karakterja, zato jaz osebno opažam, da to predstavlja Meti določen izziv. Meta, mogoče ti lahko še sama refleksije v nekaj stavkih poveš, kako ti doživljaš zdaj to situacijo. Ja, hvala. Imela sem še eno zanimivo težavo, in sicer to, da mogoče pa sem to zaznala kot neko dobro priložnost, da se nekaj novega naučim, in se verjetno, Gregor, se spomniš, na začetku se res nisem mogla odločiti, kaj bi se pa jaz zdaj učila. Tako da ta težava fokusa se je definitivno pojavila tudi pri meni. Pa mogoče še zato, ker je Guardian nasprotje mojega karakterja, smo mogli s tem delom od doma mogoče malenkost več, zame je bilo pa malenkost več strukture v samo poročanje tega, kaj delamo, vnesti, kar pa mi je na začetku predstavljalo malo težavo. Se pravi, da redno poročamo, kaj delamo, da se redno slišimo. Ta struktura je bila zanimiva sprememba. Tako, in pravzaprav, če nekako povzamemo vse skupaj, te tipi osebnosti, res, da ni mogoče človeka umestiti v enega in drugega plastično, skratka vse se nekako preliva, ampak je potrebno pravzaprav na nek način imeti v mislih, s kakšnim tipom osebnosti se ukvarjamo, ko govorimo o reševanju stresa, ker stresa ne moremo reševati horizontalno in z enakimi vatli za vse. Mogoče bi na tem mestu izvedel še eno čisto kratko anketico, da vidimo v bistvu, kakšne ljudi imamo danes kaj na liniji, če lahko prosim. Torej, sprašujemo vas o tem, glede na povedano, za samo oceno, kateri tip osebnosti je glede na business chemistry, kot se to orodje imenuje pri nas v Deloittu, za vas najbolj značilen. Torej, ali ste pionir, bolj inovativni, ste driver, trdo delate, imate jasne cilje, ste integrator, vam veliko pomenijo odnosi, ali Guardian, imate radi red in disciplino. Torej, ja, rezultati so zanimivi, tudi Meti bom dal minuto, da jih pokomentira. Kar prevladujete integratorji in v bistvu na drugem mestu pionirji. Kar je zanimivo, imamo seveda občinstvo, ki se ukvarja s kadri in s kadrovskimi vprašanji, zato je v bistvu ta rezultat pričakovan. Je pa zelo spodbudna tudi informacija, ja, da imamo tudi veliko kreativnosti in inovativnosti v vrstah kadrovnikov, kar je zlasti pomembno v teh časih. Mogoče Meta, če boš ti še kaj za dodati na tej točki. Ne, lik na to bi se naslonila, da mogoče lik zaradi publike, se pravi več ali manj kadrovnikov, mogoče integrator niti ni tako zelo nepričakovan, ampak ja, pionirji pa že zato, ker vlagate v dodatno izobraževanje, ste danes tukaj z nami, verjetno. Tako. Zdaj bi pa mogoče, ker nas že rahlo preganja, šli samo še na hitro pogledati še rezultate ene ankete, ki smo jo izvedli pa panelno, pravzaprav na celotni populaciji podjetja Deloitte Adriatics. Tukaj govorimo tudi o Hrvaški in Bosni in Hercegovini, ker delujemo nekako kot en klaster. Izvedli smo v bistvu nek psihometrični, poenostavljen psihometrični vprašalnik, kjer smo v bistvu malo preverjali, kakšne tipe osebnosti imamo v naši ekipi, kakšne so njihove osebnostne značilnosti, vrednote in ravni angažiranosti. Pravzaprav taki vprašalniki so zelo koristni, da se vsake toliko časa, mogoče enkrat na leto ali pa dvakrat na leto, mogoče sploh kvartalno ponovijo.
da se pravzaprav nekako izmeri puls v ekipi in nam konkretno, zlasti v konzultingu, tole veliko pomeni, zato ker mi določene projekte delamo tudi interno in kakšne so bile recimo ugotovitve za podjetje Deloitte. Kar se tiče vrednostnih usmeritev naših zaposlenih, zelo visoko in celo nadpovprečno glede na benchmarke. Na tem področju dobivamo na področju zaupanja in kompetentnosti. Skratka, zelo je pomembno, da obstaja to zaupanje in profesionalnost. Smo profesionalna svetovalna firma, kar je seveda pričakovano. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je v bistvu ključno, da vodstvo, govorim seveda zlasti v najvišjem vodstvu, po drugi strani z nami odkrito in transparentno komunicira, ker smo, če malo parafraziram, prepametni, da bi nas nekdo pustil na suhem. Konkretno, ne me zatožati, ampak imeli smo nekaj komunikacijskih glitchov v preteklosti, ki so se razširili kot vihar po firmi, zaradi tega, ker so seveda informacije širijo kot požar. In v taki ekipi je v bistvu zelo pomembno, da je komunikacija strukturirana in planirana. Kar se tiče osebnostnih lastnosti, je zanimivo recimo ugotovitev, ki je nam zazvonila to, da imamo v bistvu relativno nizke rezultate na področju značilnosti posameznikov, ki iščejo novosti in so odprti za spremembe. Skratka, na nek način značilnosti, ki so značilne za pionirje. Kreativnost in inovativnost sta pri nas v bistvu vsaj na rekreativni ravni postavljena zelo visoko, zato ker moramo vedno biti pred konkurenco. Konkurenca je kar huda, to lahko iz lastne izkušnje povem. In nas v bistvu te osebnostne značilnosti lahko, ne bom rekel, skrbimo, ampak lahko o njih nekoliko bolj razmišljamo. Tudi vrednota kreativnosti je manj izražena v povprečju kot ostale. Zato lahko recimo načrtujemo razne ukrepe za povečanje kreativnosti in inovativnosti. Recimo Meta bo na koncu omenila nekaj takih aktivnosti, smo že imeli. Zadovoljiva ali pa v bistvu zelo zadovoljiva imamo, da imamo zelo visoke stopnje angažiranosti. Med zaposlenimi 90% po teh kazalcih zaposleno kaže visoke stopnje angažiranosti, kar je za nas izjemno pomembno zlasti zato, ker po drugi strani tukaj govorim malo o specifiki svetovalnih podjetij, imamo pa relativno nizke stopnje lojalnosti. Tako da se ob nizki stopnji lojalnosti dosega visoka stopnja angažiranosti, je v bistvu zato potrebuješ zanimivo delo, angažirane zaposlene in pa tudi jasno dodeljene naloge, kar je tudi naša anketa pokazala. Skratka, očitno mi težav z menedžmentom, se pravi dnevnim upravljanjem stvari nimamo. In potem nenazadnje nekaj vprašanj je bilo namenjenih tudi delu od doma. Iskreno tukaj se mislim, da bomo imeli več, kako bi rekel, rdečih zastavic. Pravzaprav je anketa pokazala, da imamo ustrezne pogoje za delo od doma, celo zelo zadovoljive. Zaposleni niso pravzaprav poročali o nobeni obliki stresa ali pa zmanjšanju produktivnosti zaradi načina dela. Je pa res, da je to deloma povezano tudi z dejstvom, da mi že dalj časa pravzaprav vsi delamo od doma, na nek način imamo te procese že dalj časa vzpostavljene. Zdaj pa res čisto za konec, mogoče Meta še nekaj izsledkov glede tega, kaj vidimo, kaj se da ukreniti. Ja, evo. Se pravi, na podlagi vseh teh analiz in poznavanja nas kot posameznikov, lahko prvi tak ukrep, ki ga storimo, je to, da malo bolj personaliziramo naše delo. Lahko gre tukaj za delo od doma in specifičen prilagojen delovni čas, se pravi, glede na urnik družinskih članov, s katerimi živimo. To posebej velja za sodelavce, ki imajo otroke. Pa nekatera podjetja, tudi iz ankete so poudarila tudi to, da dajo sodelavcem možnost, da si sami postavijo svoje roke, če je to mogoče, zakaj pa ne. Druga, tako imenovana personalizacija, se pa lahko zgodi na področju učenja. Se pravi, da posameznik razvija tiste kompetence, v katerih je že močan, oziroma za katere se je izkazalo, da so mu nekako naravno bolj dane. Ali pa, kot je tudi že Gregor omenil, kako bi lahko zamenjal delovno mesto, za katerega mu da malo bolj primeren in katere nove veščine rabi pri tem. Ena druga ideja je bila tudi, da vzpostavimo interno tržnico znanja in projektov, se pravi, da se imajo zaposleni priložnost sami javiti za projekte, kar lahko tudi dviguje samo motivacijo za delo na projektih. Omenjena je bila tudi že redna in transparentna komunikacija, ta že kar nekajkrat, in kot je spet Gregor rekel, je to pri nas precej očitno zelo pomembno.
No, ne nazadnje se bom zdaj navezala še na to kreativnost, ki je bila pri nas v večjih kazalcih bolj nizka. Če želimo spodbujati kreativnost, je seveda najprej pomembno, da si razločimo pojme, ki jih pogosto enačimo, se pravi sama ta kreativnost, ki se bolj ukvarja s tem, da smo sposobni razmišljati drugače, pa potem inovativnost, ki je dosti bolj konkretna, kako se vse te kreativne ideje ustvarjajo v praksi. Inovativnost se tudi lahko zelo dobro meri, recimo številom patentov. In pa potem še ta širša raven, to je podjetništvo, ki se pa že bolj ukvarja s samim trženjem, se pravi, da same te ideje in inovativnost tudi dejansko spravimo na trg. Seveda pa ni nujno, da je podjetništvo vedno tudi inovativno. V praksi smo mi začeli z dogodki imenovanimi kreativnih 60 minut, kjer za zaposlene izvajamo razne delavnice prav z namenom, da se naučimo razmišljati malo drugače, recimo kako voditi z orodji improvizacije in podobno. No, in pa ne nazadnje, seveda se mora prilagoditi tudi sistem ocenjevanja in nagrajevanja. Čisto konkretno, če sama ta kreativnost na dolgi rok ne bo cenjena, se tudi ne bo v praksi izvedla. Gregor, bi še kaj dodal? Ne, jaz mislim, da si lepo povzela pravzaprav nekaj od orodij, bolj relevantna morda v tem naboru za naše podjetje, skratka ne odgovarjamo na splošna vprašanja, pa vendarle, jaz mislim, glede na to, da smo nekaj minut čez čas, da se morda Jasmina poukvarjamo z vprašanji, udeležencev nekih je bilo, kot sem zasledil. Tako je, drži, imamo tudi nekaj vprašanj. Namreč na začetku, ne vem, ali smo to zasledili, da če ste opravili podobno anketo o delu od doma po državah, tudi za javni sektor ali državno upravo? Ne, pravzaprav ta anketa je bila, kako bi rekel, bolj neka bottom-up grassroot iniciativa mene in Mete, tako da so se v bistvu kar borila, da so sploh dobila nek reprezentativen vzorec odgovorov. Se strinjam, da bi bilo zelo zanimivo to delati tudi v javnem sektorju. Naše stranke na tem področju so seveda bolj v zasebnem, verjetno so zato imela bolj fokus na tem področju. So pa kolegi, mi smo namreč na tem področju se ukvarjamo skupaj s kolegi iz Fortitude Grupa, skupino psihologov, z njimi se tudi pomagamo pri razvoju teh vprašalnikov, izvedli določene raziskave na področju izobraževanja med učitelji. In tam so v bistvu ugotovili zelo podobno kot mi, da so v bistvu, zdaj to je sicer širši javni sektor, da so ravni stresa bistveno povečane, s tem, da učitelji so bili še posebej na udaru tekom te krize, tako da to niti ne preseneča. Da bi pa v tej obliki naredili, pa ne, se mi zdi pa dobra ideja, ja, da bi pogledali tudi javni sektor. No, evo, torej še nekaj prostora še za dodatno raziskavo. No, imeli smo potem še nekaj vprašanj, da dejansko je seveda mojstrovina ustvariti klimo v podjetju brez stresa in da so dejansko motivatorji ter produktivnost drugega izvora kot stres. Tukaj so spraševali tudi za kakšno dobro prakso. Mislim, da tega, kar morda, če malce strneva, kakšna bi bila dobra praksa na tem področju? Zelo široko vprašanje, ker tako kot sem omenil, je zelo varira glede na tipe osebnosti. Jaz mislim, da vseeno velja, sploh bi rekel teli line menedžerji, skratka ljudje, ki imajo neposredno delajo s svojimi ekipami, da za začetek uporabljajo enega od osebnostnih testov, ki so na voljo ali pri raznih kadrovskih agencijah, pri svetovalnih podjetjih, ali pa brezplačno na internetu in najprej mogoče malo testirajo, kakšno ekipo sploh imajo. Presenečeni boste, da se ljudje zelo slabo poznamo med sabo. Recimo iz enega od naših leadership programov, ki jih izvajamo na ravni širše DCE regije, torej tudi v Nemčiji, Franciji in tako naprej, so delali v bistvu na začetku leadership programa teste, kako dobro se ljudje poznajo med sabo in so v bistvu spraševali partnerje, ki dnevno v bistvu prihajajo skupaj v pisarno, če vejo drug za drugega, koliko otrok imajo, kje živijo in podobno. No, rezultati so bili kar presenetljivi. In sicer ljudje, zlasti na višjih položajih, vodstvo se zelo slabo pozna med sabo, profesionalno ja, osebno pa ne, tako da jaz bi mogoče to rekel, da je prvi korak, tak najbolj splošen. Kar se pa konkretnih tiče, pa ne vem, Meta recimo je pri nas izvedla delavnico Kreativnih 60 z uporabo 6 ali koliko je že klobukov Meta razmišljanja. To je res ena taka zelo super ideja, ki se lahko čisto samoiniciativno lotite in lahko in-house izvedete za povečanje v bistvu kreativnosti pa zadovoljstva.
No, potem smo še imeli, hvala Gregor, še bomo združili malce, ali je dejansko asocialnost pri delu od doma lahko negativno vpliva tudi na stres in kako je moč zaobiti to asocialnost? Jaz bi mogoče samo res v 2 stavkih, pa mogoče potem še Meta, če imaš kakšno misel. Asocialnost je zelo odvisna od tipa osebnosti. Skratka, ljudje, ki so bistveno bolj ekstrovertirani in ki jim socialni stiki, recimo v našem kontekstu je to integrator v prvi vrsti, lahko pravzaprav bolj trpijo zaradi občutkov izolacije kot drugi. Pionirji, Meta je recimo, zdaj konkretno govorim o tebi, se ti opravičujem, ampak je nekje vmes med integratorjem in pionirjem. Eno vprašanje bo tudi v temle boksu z vprašanji. Poslušalka sprašuje, da ima občutek, da je v njej združenih več tipov osebnosti. To je jasno. V teoriji pravzaprav ljudje, ki so v podjetju dalj časa in po senioriteti višje, težijo k sredini. Da imajo na koncu v bistvu nerazločljivi, vsega pomalo. To so v bistvu naše interne raziskave pokazale zlasti pri partnerjih v podjetjih, ki so znotraj recimo že 20 let. Ampak recimo pri klasičnih pionirjih, recimo pri nas so to programerji, podatkovni analitiki, delo na daljavo je najmanjši problem in odrezanost od sodelavcev tudi se ni pokazala kot bistvena težava. Tako da spet bi se mogoče vrnili na to vprašanje tipa osebnosti. Ko govorimo o integratorjih, z njimi se treba bistveno bolj ukvarjati, govorimo o socialnih stikih. Hvala, Gregor. Hvala, Meta. Hvala za odgovor. Mogoče čisto ena majhna stvar še, in sicer, da se lahko zgodi, da mogoče ta stres povzroči to, da si ti neka druga oseba, recimo konkretno. Kot pionir so meni zanimivi raznoliki projekti, potem pa sem ravno v tem stresnem okolju, se pravi v že samem stresu zaradi celega virusa, začela delati na projektu, ki je od mene zahteval zelo guardiansko strukturo, kar potem še dodatno poveča stres. Tako da na celotno to vprašanje če napačnemu tipu osebnosti dodaš še zunanji stres in napačno nalogo, potem tudi lahko definitivno vpliva tudi na povečanje stresa. Odlično, hvala Meta. Hvala Gregor. Vesela sem, da so naši gledalci, poslušalci tako aktivni, kar nekaj vprašanj ste so zastavili, tako da bomo seveda poskušali na ta vprašanja odgovoriti. Gregor, Meta, vas bomo še tukaj potem porabili. Tako da iskrena hvala za tako odlične teme in seveda dobre prakse. Vas, spoštovani gledalci, poslušalci, pa seveda vabim k obisku Slovenskega kadrovskega kongresa. Torej na spletni strani se lahko tudi prijavite. Kot lahko vidite, bodo teme odlične in to bomo še razvijali. Tako da iskrena hvala, vabljeni in spremljajte nas še naprej. Srečno!